V Sloveniji odmevajo ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije, ki prvaka dveh največjih parlamentarnih strank bremenijo hudih kršitev protikorupcijske zakonodaje. Svet Pozitivne Slovenije, ki bo danes razpravljal o temeljni listini stranke Slovenija 2020, se bo najverjetneje odzval tudi na ugotovitve komisije, da je predsednik PS Zoran Janković večkrat in sistematično kršil protikorupcijsko zakonodajo. Bančni podatki, ki jih je zbrala komisija, namreč kažejo, da je Janković od nastopa županske funkcije leta 2006 na svoje bančne račune v Sloveniji skupno prejel nekaj manj kot 3 milijone evrov. Od tega je približno 2,4 milijona nakazil, ki niso povezana z rednim osebnim dohodkom. Svet SDS pa bo danes odločal o zaupnici predsedniku stranke Janezu Janši. Nezaupnica sveta stranke bi zanj, kot je dejal včeraj, pomenila tudi odstop z mesta predsednika vlade. Člani sveta bodo sicer še pred tajnim glasovanjem prisluhnili Janševim pojasnilom o ugotovitvah protikorupcijske komisije, ki je ugotovila večkratno kršitev zakonske obveznosti poročanja o premoženjskem stanju glede razpolaganja z gotovino, lastništva nepremičnin, lastništva premičnin ter prevzemanja jamstev in poroštev. Izvršni odbor Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije je sklenil, da 16. januarja organizira protestni shod pred Gospodarsko zbornico Slovenije in s tem delodajalce spodbudi k pogajanjem. Hkrati je SKEJ v podporo pogajanjem napovedal tudi opozorilno stavko za 23. januar. Kandidatka za varuhinjo človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki se je poslanskim skupinam SD, SLS in Desus že predstavila, danes nadaljuje predstavitve poslancem Pozitivne Slovenije, Državljanske liste in Nove Slovenije. Do zdaj so jo podprli v SD, končno odločitev pa naj bi danes sporočili tudi poslanci SLS-a in Desusa. Glede na podatke iz letnega poročila Inšpekcijskega sveta za leto 2011, ki še čaka na vladno obravnavo, je pred 2 letoma skupno 27 inšpekcijskih služb pod okriljem sveta opravilo več kot 500 000 inšpekcijskih pregledov in izreklo slabih 90 000 ukrepov. Največ glob in plačilnih nalogov je izrekel Inšpektorat za delo. Nad štajerskimi kraji bo delno jasno, drugod pretežno oblačno, ponekod bo prehodno zapihal jugozahodni veter. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Temperature bodo zjutraj od -1 do 4, čez dan od 5 do 10 stopinj Celzija. V petek in soboto bo zmerno do pretežno oblačno in po večini suho vreme. Postopno bo nekoliko hladneje. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Ali bo fiksna streha rešila težave prodajalcev in kupcev na mariborski tržnici? Županske in nadomestne volitve za mestne svetnike bodo 17. marca. Z novim letom so se podražili boni za prehrano študentov. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.